Reši nas, Gospod naš Bog, zberi nas izmed narodov, Tvoje sveto ime bomo slavili veseli, da Te smemo hvaliti. Beseda iz psalma za svetomašo s prošnjo za edinost kristjanov. Smo v tednu molitve za edinost, 3. dan je danes. Spremljamo posebej izbrana svetopisemska besedila in razmišljanja za ta teden, ki so napisana pravzaprav za ves svet. Vsemogočni Bog, različne narode si izbral v eni krščanski veri. Pomagaj nam, da bomo hoteli in zmogli, kar naročaš, in bo ljudstvo, ki si ga poklical v svoje kraljestvo, v mišljenju in življenju edino v veri. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Oblecite se čim globje usmiljenje. Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bratje in sestre, kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, se oblecite čim globje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu in bodite hvaležni. Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. In vse, karkoli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. To je Božja beseda. Odpev. Vse, kar biva, naj hvali Gospoda. Vse, kar biva, naj hvali Gospoda. Hvalite Gospoda v nebesih, hvalite ga na višavah. Hvalite ga vsi njegovi angeli, hvalite ga vse njegove vojske. Vse, kar biva, naj hvali Gospoda. Hvalite ga sonce in luna, hvalite ga vse svetle zvezde. Hvalite ga nebesa, ve vode, ki ste nad nebom. Vse, kar biva, naj hvali Gospoda. Naj hvalijo ime Gospodovo, kajti on je ukazal in bili so ustvarjeni. Le njegovo ime je vzvišeno, njegovo veličastvo presega nebo in zemljo. Vse, kar biva, naj hvali Gospoda. Aleluja. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Pred praznikom Pashe je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k Očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. Med večerjo je hudič Judu Iškarjotu,
Simonovemu sinu, že položil v srce namen, da Jezusa izda. Ker je Jezus vedel, da mu je Oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu, je vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel platno in se z njim opasal. Nato je ulil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan. Prišel je k Simonu Petru, tam mu je rekel: Gospod, ti mi noge umivaš? Jezus je odvrnil in mu rekel: Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje. Peter mu je rekel: Ne boš mi umival nog, nikoli ne. Jezus mu je odgovoril: Če te ne umijem, nimaš deleža z menoj. Simon Peter mu je rekel: Gospod, potem pa ne samo nog, ampak tudi roke in glavo. Jezus mu je dejal: Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kakor da si umije noge, ves je namreč čist. Tudi vi ste čisti, vendar ne vsi. Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je rekel: Niste vsi čisti. Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel: Razumete, kaj sem vam storil? Vi me kličete učitelj in Gospod in prav govorite, saj to sem. Če sem torej jaz, Gospod in učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil. Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. Kristusov evangelij. Prisluhnimo nagovoru, ki je napisan za današnji dan ob tej Božji besedi. Prizor umivanja nog je eden najzgovornejših v Jezusovem življenju. Kristjane vse do konca sveta zavezuje k medsebojnemu služenju. Če so bili nekateri pastirji cerkve v zgodovini nagnjeni k gospodovanju, pa tega danes ne moremo več reči. Drugi vatikanski koncil je naročil, naj nositelji svete oblasti služijo svojim bratom in sestram. Pastirje in vernike zavezuje Jezusov zgled, ki je prišel, da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Cerkev je z vsem svojim delovanjem služabnica človeštva, zlasti v ubogih in trpečih spoznava podobo svojega ustanovitelja, ubogega in trpečega, in želi v njih služiti Kristusu. Umivanje nog je zato postalo del obredov v stolnicah v velikem tednu. Vsi krajevni škofje, tudi rimski škof, ga opravijo med sveto mašo na veliki četrtek zvečer. Tega duha gojijo vse krščanske cerkve. Evangeličani ponosno navajajo pomenljive Lutrove besede, da je krščanski človek po eni strani svoboden gospodar vseh stvari in nikomur podložen, hkrati pa je v vseh stvareh uslužen hlapec in služabnik, ki se vsem podredi. Evangeličanska cerkev ima odlično organizirano karitativno delo, pri nas pod okriljem podpornice, podobno velja za pravoslavne cerkve in Binkoštno ter druge cerkve.
Zelo pomenljiv je tudi pogovor med Jezusom in Petrom, ki sprva ne pusti, da bi mu Jezus umil noge. Če te ne umijem, nimaš deleža z menoj, mu pravi Jezus. Velja za nas vse. Če nas Jezusovo odpuščanje ne umije, ne moremo imeti deleža z njim. Vsi živimo od tega odpuščanja, zato moramo odpuščati tudi mi. Tako nas uči Oče naš, enako apostol Pavel, odpuščajte drug drugemu, kakor je Gospod odpustil vam. Cerkev ni skupnost čistih in popolnih, ampak je skupnost ljudi, ki jim je bilo odpuščeno, ljudi, ki so doživeli Božje usmiljenje, je zapisal papež Benedikt XVI. Apostol Peter je potem pustil, da mu je Jezus umil noge. Kmalu zatem je boleče doživel svojo krhkost in je trojno zatajitev opral s solzami. V svojem mučeništvu pa je dokončno dozorel v ponižnosti, ko se ni imel za vrednega, da bi bil križan enako kot Jezus, ampak je hotel biti križan z glavo navzdol. Ko smo pred leti obeleževali 500-letnico reformacije, smo skupaj Boga in drug drugega prosili za odpuščanje krivic, ki smo si jih v teku stoletij prizadeli. Prosili smo za odpuščanje krivde, ki jo vsi nosimo za delitve. Krivda je namreč bila na obeh straneh. Na našo zgodovino moramo gledati s poštenostjo, priznati moramo napake in prositi za odpuščanje. Samo Bog je sodnik, je rekel papež Frančišek.